Maribor je doma pričakal nogometaše Krke. Po visoki zmagi v prejšnjem krogu je bil Maribor še enkrat v vlogi favorita. Tokrat so gostje prišli brez Fučka in Ejupa, dveh zelo pomembnih nogometašev, in tudi brez trenerja Kastrevca, ki je tekmo spremljal le s tribune. Prva akcija za Tavaresa, streljal je kapetan Maribora, na pravem mestu Mitrović, potem pa hladen tuš v 10. minuti, izjemen prodor Marotija in žoga pred vrata, kjer je bil Kostanšek, zadel je za 0:1 in matiral vratarja Jasmina Handanovića. Potem kombinacija Maribora, to je bila lepa priložnost, Viler je podal, Ibrahimi pa je tokrat zgrešil vrata Krke. Nov napad za vijoličaste in velika priložnost, to je bila podaja pred vrata, streljal je Bajde, odlična obramba Mitrovića, potem pa še Novaković, ki je streljal, ampak Novaković še vedno čaka na prvi gol v mariborskem dresu. Izkazal se je Mitrović, ostala je pri rezultatu 0:1, potem pa še en predložek pred gol Vilerja, Tavares pa je z glavo meril visoko čez gol. V zaključku prvega polčasa vendarle gol za domače, preigraval je Tavares, izgubil žogo, potem pa je prišla do Dareta Vršiča, ki je streljal močno in natančno za izenačenje na 1:1. Žoga se je tudi odbila od branilca Krke, tokrat je zadela Bogdana in Vršič je izid izenačil še pred koncem prvega polčasa. V sodniškem podaljšku prvega dela pa še odličen protinapad Maribora, preigraval je Tavares in streljal močno, ampak za nekaj centimetrov premalo natančno. V drugem polčasu prva kombinacija za Novomeščane, tole je bila že situacija, ki je pomembno vplivala na potek nadaljevanja. Dare Vršič je dobil direktni rdeči karton in moral predčasno z igrišča. Prekršek Vršiča in rdeči karton za nogometaša Maribora. Kot naslednji je za Krko poskušal Kostanšek, pred vrati je bil sam, ampak preveč okleval, nato pa napad Maribora in že nova kombinacija za gol, tekla je 77. minuta in vijoličasti so z igralcem manj prišli do zadetka za 2:1. Odličen prodor, tokrat Boharja, podal je pred vrata, kjer je bil Tavares natančen in popeljal domače do prednosti. Še nevaren prodor Tavaresa, ki je bil dobro razpoložen, tokrat odlična obramba Mitrovića, na koncu pa velika priložnost za izenačenje. Marjanović je bil pri žogi, ampak zgrešil za nekaj centimetrov. V zaključku tekme bi Maribor lahko povišal prednost. Rahmanović, ki je vstopil v igro kot menjava, je zgrešil vrata, takole je lobo vratarja Mitrovića, ampak strel je šel nekoliko mimo vrat. Na koncu golov več ni bilo, Maribor je zmagal po pravem preobratu, dober drugi polčas z igralcem manj in 3 točke je prinesel kapetan Tavares. Pričakovali smo takega nasprotnika, na takega nasprotnika smo se tudi pripravili, vedeli smo, da so dinamični. Odigrali smo, po mojem mnenju, odličen prvi polčas, v katerem smo dominirali, v katerem smo imeli izredno lepe priložnosti, v katerem bi moral biti izid drugačen. V drugem polčasu pa po izključitvi so fantje pokazali karakter, da lahko tudi z igralcem manj igrajo, kljub temu, da je bilo težko, kot ste sam rekel, smo popolnoma zasluženo zmagali. Ja, tekma je šla v pričakovani smeri. Maribor je v prvem polčasu držal posest nad žogo. Mi smo tisto realizirali, kar smo upali pred tekmo, da bomo iz kontranapada uspeli zadeti, in to se je tudi ustvarilo. Žal smo na koncu prejeli zadetek prvega polčasa, tako da nam ni drugega preostalo, kot da v drugem polčasu nadaljujemo z predstavo iz prvega. Na roko nam je šlo mala izključitev Vršiča, potem se nam je prikazala možnost, da bi nekaj več lahko iztržili iz današnje tekme. Žal so pa očitno izkušnje presodile in po zadetku kapetana so konec koncev tudi Maribor zasluženo zmagal.